ime je Hiroshi Ishiguro. In tudi to je Hiroshi Ishiguro. Eden je profesor, drugi je njegov robot. Najprej sem se vprašal, a je to on na stolu pač, a ne? Če je to ta stvaritelj, pa sem pa pač videl, da je pač robot. Zdel se mi je malo bled, zato sem ga lažje ločil. Če bi jo videla v mestu, bi mislila, da sta dvojčka. Edino, kar me moti, je, da robot ne premika rok pa nog. Človekoidnega robota je japonski profesor namreč ustvaril po svoji podobi, da bi ugotovil, kakšni in kdo sploh smo ljudje. A to ni edini razlog. I was so busy and I wanted to have a crown. Then I could have more time to do the different things. Robot mežika in ima prave lase, ne more pa hoditi in pobegniti. Je pa na predavanjih že nadomeščal svojega stvaritelja, profesorja Ishigura. Robota se namreč usmerja na daljavo in poleg gibov posnema tudi intonacijo glasu. Z obiskovalci v Trbovljah pa je robot govoril slovensko. Nimam otrok, imam le stvaritelja. Slika s slavnim robotom je najbrž že pristala na marsikaterem Facebook profilu, nekateri pa bi takšnega robota imeli tudi doma. Imel bi ga zato, da mi bi lahko prinesel kakšne stvari iz kuhinje ali pa da mi bi naprimer naredil nalogo. Da bi lahko šel naprimer namesto mene v šolo. Ker bi mi bil podoben in bi se lahko pogovarjala z njim. Ne bi imela robota dvojnika zaradi tega, ker bi mi speljal vse fante. Cilj profesorja Ishigura pa je, da bi roboti nekoč pomagali ljudem pri različnih opravilih.